Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz studia Idrijskih novic. Danes bo z mano mladi nadobudni glasbenik Žan Podgornik, ki pa ustvarja pod imenom Sean Banks. Lepo pozdravljen, Žan. Pozdravljen. Žan, vse se je začelo na obali s kitaro in kam je to prišlo naprej? Ja, v bistvu začel sem tam nekako, kad vsak ta drugi, ki špila kitaro, ne. Smo pač po faksu na plaž bili in smo malo brenkali tiste taborniške. Pa sem se zmeraj sprašal, kaj pa če bi sam začel neke svoje komade pisati pa ustvarjati, pa pol zmeraj, ma ne. Pa pol na koncu sem se pa odločil vsem, da pač, da probam, pač nimam kaj izgubiti. In ja, pa sem napisal prvi komad, v bistvu je bil kar neki. Sem ga posnel na hitro en dan, da sem malo videl, kako je pač to. In pa sem se tudi začel malo poglabljati v pač te biznis zadeve, glasbene industrije. In kakor vem, si samouk, torej kitara, orglice, kajon, vse to si se naučil sam. Ja, to sem pač najprej snemal kitaro, pa sem pa pač dodajal zraven, ko v bistvu, ko sem brenkal, mi je nekaj manjkalo. Nisem hotel imeti prav benda, ma sem rabil neko ritem sekcijo in pa sem pač dodal najprej kajon, pa sem rekel, ok, fajn bilo, če imamo še orglice, pač, ker jih ne vidimo dosti pogosto, pač zdaj. In pač sem tako dodajal vse skupaj in zdaj je pač ta zasedba, kot imam v bistvu. In tako je tudi s produkcijo, torej snemanjem vse posnameš sam, pa tudi postprodukcija, video posnetek, vse to torej sam. Ja, tudi kar se tiče snemanja vsega, v bistvu sem v svoji sobi doma, sem vrhu poslovan, malo priredil vse skupaj in zdaj smo tako noter v bistvu na basu zdaj vse, kar rabim za posnet in pol tudi se sproti tudi učim, ko snemamo z vsakim komadom novo, pač se mi zdi, da v bistvu je vsak komad malo boljši od prejšnjega, ker se še učim posneti in vse pač zapakirati, da je vse, kad se zagre. Kaj pa te je pripeljalo do te zvrsti, ki jo zdaj izvajaš? V bistvu kitaro sem začel tako, v bistvu prej smo imeli pač še band, Šunder, to je bilo 10 let nazaj. Pa sem pa vmes prenehal, ker sem se malo bolj športal po svetu. Pa sem pa, kot sem rekel, dol v Kopru, ko sem bil, sem dosti poslušal te Bob Dylan, Neil Young in pač ti stare mačke. In v bistvu predvsem bi rekel Neil Young me predvsem navdušil, da sem začel pač sam svoje pesmi pisati in ustvarjati. Pač tudi orglice ima on doskrat, vse isto Bob Dylan. In zaradi njega sem se tudi orglice v bistvu začel učiti, in ja, pa sem začel nekako ustvarjati, pa sem izdal tudi prvi album, nekako v tem stilu, bolj country folk. Pa sem povedal, da to pač ni lih tisto, kar jaz želim, oziroma nisem njih jaz bil tak, bi rekel, iskren do sebe, Tisti album se mi zdi, je bil bolj kot neka samoterapija. In potem po enem letu, in nisem v bistvu nič izdajal, sem rekel, ok, pa jaz to malo spremenil, ko v bistvu nekako sem imel še zmeraj tega upornika not v sebi, ko smo imeli prej punk band, In sem tudi pač, še zmeraj sem poslušal tiste Sex Pistols, tudi zmeraj, pa te rock'n'roll, Led Zeppelin, White Stripes in tak naprej. In pač, sem dosti se poglabil malo v Nirvano, pa predvsem te White Stripes, in mi je dosti všeč ta koncept minimalizma, pač, da je s čim manj narediš pač glasbo. In sem pač tudi sam šel za tem, da pač, ja, si sem sam, imam zelo malo stvari, pač ne morem ne vem kaj delati, ker nimam celega orkestra. In to je to. In to funkcionira? Ja, zaenkrat prav super. Odlično. Smo te pa prej poznali pod imenom Žan, sedaj pa si Sean Banks. Mogoče še malo o teh imenih. Ja, prejšnje ime je Žan, sem ga pač čistek dal iz prve roke, pač, da ni Žan. Da pač, ne vem, bi rekel, mogoče malo bolj globalno sprejeto, pač. Sam mi tudi ni sedlo. Sem pa v bistvu še prej sem izdal tisti prvi album, ka ga zdaj ni več pač na voljo nikjer, sem ga vzel dol. Sem spremenil ime v Sean Banks, v bistvu sem se poglobil prav v kaj je moje ime, odkaj izvira moje ime, sem šel v slovar in to gledati in sem prišel pač do tega, imaš pol neke verzije, pač italijanske je Giovanni, pa nek ruske Ivan, pa ameriške in pa sem pač
valjda sem šel za angleškimi in so bili John, Jack, Sean in isto za priimk. In potem sem pač zbral tisto, kar mi je najbolj tako sedlo, mi je bilo najbolj všeč, sem jih malo kombinacij izbral in sem naredil nek research, raziskavo v bistvu v Googlu, kater ima tudi najmanj zadetkov, se pravi, da pač ne bo zdaj z nekom drugim zamenjal, naprimer, kišmu basketašem ali pa nekom. Tako da sem pač to izbral, bil najbolj tako. Ivan pa torej ne bi bil. Ne bi bil Ivan Grozni. Samo vprašam. Dobro, torej zanima me še, koliko pesmi imaš vseh izdanih. Kot si omenil, nekaj jih je izbrisanih. Zakaj so te izbrisane in koliko je sedaj teh novih? Ja, tiste ta izbrisane, v bistvu jih je 7, se mi zdi, ali jih je 8. Čeprav ena mislim, da je še na voljo na YouTubeu, pač jih pustil. Drugače pa ja, tiste sem v bistvu tudi napisal kar hitro, mislim, da je bilo v roku pol leta vse, prav skončano, pač takrat snemo neko obdobje. Sem pustil gor še kar nekaj časa, sem se pa pol odločil, da pa vseeno se mi zdi, da je bil prevelika razlika med žanri, pač žanrsko je bilo, tisto je bilo tako folk umirjeno, ne, akustično, to pa pač totalni garažni rock, ne, in se mi je zdaj pač, da če bi me kdo že odkril, ne, pa bi pol hotel pogledati še druge komade, bi nadal nek folk tam in verjetno bi ga zmedlo, pač kaj je zdaj to, ne. In pa sem rekel, da je verjetno bolj zaradi brandinga in vsega, da pač dam tisto stran, pa mogoče v prihodnosti dam kot neko ekstra lost, no in kva. In ko sva ravno pri brandingu, torej tvoja spletna stran je zelo estetska in na njej pri komadu Little Birdie lahko najdemo tudi artikle, ki jih lahko kupimo, kot so majičke, šalčke. Se to prodaja? Ja, to sem dal gor, imam na voljo, pač, da me lahko nekako podpre, tisto, ko želi, pa tisto, ko si želi nositi pač kulske majice in šalce. To je pač sem videl, kot sem še neko dodatno, bi rekel, dodaten prihodek za, ne vem, ali pa podpora zame, pač, da lahko še ustvarjam še naprej, ker pač, kot vemo, glasba ni, ne vem, bi rekel, pocen za ustvarjati oziroma da. Čeprav pravim nekako ekonomično držati vse stroške in... Tako, lahko pa te najdemo tudi v raznih platformah, torej sedaj v Sloveniji nam je na voljo Spotify, pojavljaš se tudi na Deezerju, Apple Music, še kje druge? Ja, res je. Imamo v bistvu to musko glasbo na vseh teh platformah, Spotify, Deezer, Apple Music, kaj še, Tidal in tako naprej, ne. Imam tudi na Bandcampu, se pravi tisti, ki so malo bolj za pač Bandcamp. Se mi zdi, da ima vsaka ta platforma neke svoje, bi rekel, uporabnike, ki pač prisegajo na to, ne vem, Apple ima pač tiste, ki imajo pač Apple, Bandcamp so verjetno je neka svoja skupnost, po SoundCloud je tudi svoja spet in tako naprej, ne. Ampak imam na vseh v bistvu. In preko teh platform lahko dostopaš tudi do statistike tvojih poslušalcev in kakšna je recimo starost tvojih poslušalcev? Ja, nekako mislim, da Spotify ima to še najbolj urejeno, pač se mi zdi, poleg YouTubea. Piše vseeno pač demografična skupina, starost poslušalcev in tako naprej. Tako da malo vem, v bistvu, od kje pač te poslušalci prihajajo in pač zdaj še mogoče nema. V prihodnosti je pač to zelo uporabno, naprimer, ko bi načrtoval kakšne koncerte in tako naprej. In YouTube ima podobno tudi ohrajeno na to. Ja. Kaj pa koncerti, kot si že omenil, mogoče je kakšen v prihajajočih tednih, sedaj je sicer taka situacija, pa vendar so kakšni plani sodelovanja? Ja, koncerte sem prav presenečen, v bistvu, zdaj jih nisem imel prav nič, zdaj me je prav nekako od zadnje, ko sem izdal Little Birdie, me je nekako blokiralo vse skupaj, tudi miselno, ker pač, ne vem, se mi je zdelo, da se je cel svet ustavil. Pa zdaj sem dobil, v zadnjem mesecu sem dobil 2 ponudbi v bistvu za koncerte. Kaj pa sodelovanja? Mogoče sodeluješ s kakšnimi drugimi glasbeniki tudi? Ja, trenutno imamo mi je tudi kar tako kot presenečenje prišlo
me je poklical en kolega in zdaj ne morem še kaj preveč povedati, ker je pač kar velika skrivnost oziroma projekt je kar velik, ampak smo že posneli, mislim, da kar mi dosto kar vse posnela in zdaj se v bistvu sam še pripravlja zadnje zadeve, da pač to nekako letos izide ven. Odlično, pa naj potem ostane kar skrivnost, ne bom nič več spraševala, da bom tudi jaz presenečena. Me pa zanima, če bi lahko sodeloval s komerkoli, s kom bi najraje sodeloval v svetovnem merilu? Ja, verjetno Jack White iz White Stripes oziroma The Raconteurs. In ga lahko poimenujem, da je tudi to tvoj vzornik? Ja, v bistvu tudi že prej, medtem ko mi je bil še nekako zmeraj Neil Young, sem tudi Jack Whitea malo spremljal, pač ne mi je nekako všeč mi je stil, pa vse pač eksperimentira dosti in vse. Tako da so nekako na isti valovni dolžini, bi rekel, verjetno. Odlično. Še eno tako vprašanje imam. Ponovadi se mladi glasbeniki in nasplošno mladi v Idriji želijo izseliti v večje kraje, v Ljubljano. Sploh ustvarjalci pravijo, da jim je Idrija malo premajhna. Ti pa si prav nasprotje temu. Ti namreč ostajaš v Idriji. In zakaj je temu tako? Ja, to sem tudi jaz kar premišljal. Mislim, da sploh v tej dobi interneta da ni neke potrebe, da bi se selil v neke večje kraje, razen če imaš pač, ne vem, neke, bi rekel, s kakšno založbo, pa da imaš kakšne producente ali pa neki, da bi pa res mogel iti ven, ne vem. Sem bil tudi že v drugih večjih mestih nekaj časa, ali pa tudi če sem šel sam na dopust, zmeraj sem probal primerjati nekako, kak bi bilo, če bi pa živel tam, ne. In tudi, ko imam prijatelje po Evropi, ne vem, z Londona, na primer, imam kolegico, in je tudi mi povedala, kako je pač, da v bistvu videti je pač, ja, wow, to je ful neko, ne vem, središče vsega, pa v bistvu ful težko prijeti, kaj pač toliko zasičeno, toliko bolj in vse, ne. In ne vem, se zdi pač Idrija tako idealno v bistvu nekako pozicionirana, tudi tukaj v Sloveniji, imaš blizu Ljubljano, imaš blizu, ne vem, Koper, Trst, pač kamorkoli. In tudi tako poceni živeti tukaj, to je pač prvi kot prvi. In pa tudi, ne vem, se mi zdi, da pač sploh kot glasbenik oziroma glasbena industrija kar tako bi rekel stresna in se mi zdi, da je pač tudi fajn, ker imamo tukaj okoli teh reči in to naravo pač, da stopiš skozi vrata in se malo spočiješ z divjašenje, to. Tako, in torej ta naša majhnost je verjetno tudi dobra priložnost, da zasiješ. Tako. Ja, v bistvu tudi to, ne, ja. Se mi zdi, da če bi bil v nekem večjem mestu, na primer Ljubljan, bi verjetno zelo težje prišel do neke, ne vem, izpostavljenosti v kakršnem koli časopisu ali pa mediju, na primer, ne. Medtem ko tukaj v Idriji pač ste pripravljeni sprejeti. No, sedaj pa res še tisto najpomembneje danes. Imaš nov singel, Nonina kemija. Ja. Najprej o naslovu, prosim. Ja, v bistvu ta singel je nastal, tako bi rekel, v enem dnevu. V bistvu sem celo poletje hotel napisati en komad v slovenščini za spremembo, ne. In sem vse že uredil, ne, ampak mi ni bil neki ful všeč in sem pol skozi nekaj spreminjal, pa to je bilo kakšne 2 meseca skozi. Pa mi ni mi sedel pač. In pol sem pač se prav jezil, ne, in sem rekel pač, ok, dosti tega, sem ga zavrgel in sem iz same te frustracije sem pač začel pisati kar nekaj, kar mi je pač padlo na misel. In potem sem spisal malo prvo kitica, ne, pa tako, no, pa, ok, kva bi lahko to bilo, ok, drugo in pa tako naprej. In potem sem še malo tako, ja, to je ona serija Breaking Bad, ne. In potem sem pač, ja, zakaj ne. Sicer je stara mama pri meni doma, ne. Potem sem rekel pač, ja, bo Nona, kaj pač loži skozi, ne. In pa pač Nonina kemija in čisto tak. Od kje pa si črpal navdih za video spot? Tudi ta je nekaj posebnega? Video spot je bil v bistvu tudi tak. V bistvu, ne vem, nisem niti pripravljenega, neč kak bi snemal, kaj. Jaz sem sam, je bil komad posnet, vse uštevano, pa sem rekel, rabim še video spot, ne. In sem rekel, ne vem, moje punce ne snema, pač bo že nekaj stuhtala potem, ne. In ja, so posnela to, potem sem dal noto program, sem videl, da se mi še zmeraj zdel nekako dolgočasno, potem sem dal sam tisti efekt v
refren včes in pač je nekako dost kul izpadlo. Pa tiste makarone so vmes še snemali, ko so se kuhali, tako da in to je to. Odlično, izpadlo je zelo dobro, sploh dobro se navizuje na sam naslov. Ja, hvala. Žan, jaz ti želim vso srečo pri nadaljnjem ustvarjanju. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in pa spoštovani gledalci, vabim vas, da si sedaj z nama skupaj ogledate ta novi singel Nonina kemija. Punca ne, pridna terapija.